Čiščenje črne magije, za katero je Mariborčanka plačala kar 250 000 evrov. Da gre za tipičen primer kaznivega dejanja goljufije, opozarja strokovnjak za kazensko pravo. No, v središču vedeževalske afere pa se je znašel tudi Blaž Knez, eden najbolj znanih vedeževalcev pri nas, ki je sinoči za našo večerno oddajo potrdil, da mu je oškodovanka plačala 9000 evrov za izganjanje negativne energije. A kako je sploh mogoče, da nekdo vedeževalcu izroči tako visoke zneske? Nika Kunavar. Vedeževalec Blaž Knez in njegova zdaj že nekdanja sodelavka sta po navedbah policije oškodovanko spravila v zmoto in si pridobila njeno zaupanje, da jima je izročila večjo vsoto denarja in nakita. Zaradi suma goljufije ju je mariborska policija ovadila. Ženska je vedeževalki v več srečanjih izročila 175 000 evrov gotovine ter nakit v vrednosti okoli 50 000 evrov. Ob njenem prepričevanju, da bo ta sredstva in nakit očistila črne magije, da ji bo to tudi povrnjeno, kar pa se ni zgodilo. V hišni preiskavi so policisti zasegli nakit, denarja pa niso našli. Zgodba se je začela s klicem na telefonsko številko Blaža Kneza, ki prek svojega podjetja Magija d.o.o. izvaja vedeževanje. Sinoči je za našo televizijo priznal, da mu je oškodovanka plačala več tisoč evrov. Čistil sem negativno energijo za gospo, prejel sem 9000 evrov do konec prejšnjega leta avgusta, ko sem smatral, da je zadeva zaključena, da tukaj več ni potrebno delati, sem se seveda umaknil. Vedeževalko, ki pa je tudi delala gospe rituale čiščenje, pa sem povedal, da gospe največ ne kontaktira. Torej priznavate, da je bil ta denar od te gospe pobran neupravičeno? Gre vendarle za vrtoglave zneske, več kot 200 000? Ne bi rekel, jaz neupravičeno, jaz sem zato čistil, delal neko storitev, se trudil, nisem mi držal pištole na glavo, je želel ogoljufati. Knez danes pred kamero ni želel več stopiti. Pravi, da je sporno vedeževalko prekinil vse stike. Denar, ki ga je prejel, pa naj bi oškodovanki želel vrniti skupaj z odškodnino. Ni pa želel povedati, če je za to izstavil račun. Za pojasnilo smo poklicali strokovnjaka za kazensko pravo Miho Šepca. Če nekdo pokliče vedeževalca, dobi nek nasvet, plača 20, 50, mogoče tudi 100 evrov, torej to nekako v pravu toleriramo. Vsi vemo, da to ni resnično, da to ni strokovno preverljivo, da to ni nobena znanost, da so to pač ljudje, ki so malo naivni, upajo na nek čudež, verjamajo tem vedeževalcem. Ko pa govorimo enkrat o par tisoč evrih, več tisoč evrih računanja takih storitev, smo pa po mojem že v polju kazenskega prava. Jaz mislim, da to preprosto ne more biti več družbeno tolerirano. Podjetje Blaža Kneza sicer posluje uspešno. Leta 2022 so ustvarili največ prihodkov, skoraj 500 000 evrov, ter zabeležili 86 000 evrov dobička. Ti vedeževalci pogosto igrajo na ranljive ljudi. To so ljudje, ki so ali imajo neke psihične, duševne težave, ker jaz si preprosto ne morem predstavljati, da bi nekdo, ki bi bil popolnoma razumski, racionalen, plačal vedeževalcu več tisoč evrov. Prepričan je, da gre za očitno goljufijo, za katero lahko osumljenec prejme tudi večletno zaporno kazen. Na policiji ob tem vse opozarjajo na previdnost pri tovrstnih storitvah.